izmed najlepših plati življenja je, da se moramo redno ustaviti in se posvetiti hrani. To je tisto, kar razveseljuje tudi Josha. Živijo, sem Josh iz Bohinja, imam 14 let in uživam v športu, glasbi in kuhanju. Igram tudi trobento v glasbeni šoli Radovljica. Prvič sem se spoznal s kuhanjem, ko me je mami postavila na pult pri 3 letih in sem jo gledal in opazoval in pomagal. Zato se danes želim preizkusiti v vlogi kuharja. Josh, živijo. Evo, pa sva tukaj. Predstavil si se že, zdaj pa počasi čas napočil. Zakaj? Da gremo kuhat. Tako je, bravo. A te zanima, kaj smo zate pripravili? Seveda. No, velja. V bistvu greš v hotel Astorio in tam te čaka inštruktorica kuhanja, gospa Katica Mikl. Ona ti bo povedala vse možno o kuhanju, se pravi, vse, kar te zanima, boš pri njej izvedel. Tako da pripravi čim več vprašanj, malo se poglobi vase, kaj te res zanima. Potem pa se dobiš v bistvu študentom Gregorjem Potočnikom, ki je pa zelo uspešen že v teh svojih študentskih časih. Hod po svetu, po tekmovanjih, kuhal je v Pjongčangu za ekipo olimpijcev slovenskih in tako. Tako da je zelo en tak poseben fant in zelo posebno jed bosta pripravljala. A te zanima, kaj bosta kuhala? Ja. Pripravljala bosta prav posebno jed, ki jo ima on tudi v bistvu za neko tekmovanje, in sicer rižoto z brancinom. Tam ti bo pokazal, mislim, pomagal mu boš, no? Tako da v bistvu boš od njega že veliko se lahko naučil, no? Kako se ti to zdi? Komaj čakam, da gremo kuhat. No, super. Potem pa najbolj, da se zmeniva, jutri ob 12. se dobiva pred hotelom Astorio in greš kar v akcijo. Aj prav? Ja. Velja, no. Imamo to. Ja. Hotel Astoria je med drugimi učni hotel, v katerem od januarja 2001 potekajo vaje strokovnih predmetov in del praktičnega izobraževanja študentov. Josha je že pričakovala predavateljica višje šole Katica Mikl, za katero je kmalu ugotovil, da ga je prav ona navdušila nad peko. Najprej hvala, da ste me povabili tukaj v ta prelep hotel in da imam pač to izkušnjo, da se z vami danes pogovarjam. Super, hvala tudi tebi, da smo lahko del tele tvoje zgodbe. Kdo vas je navdušil nad kuhanjem oziroma gostinstvom? Nad kuhanjem samim sem pravzaprav navdušena že od otroških let. Že ko sem bila stara 10 let, sem se odločila, da bom jaz delala v kuhinji. In po vseh teh letih, ki jih nimam tako malo, me štoja zadeva še kar ni menila. Tako da z veseljem pristopim proti kuhnje, še bolj z veseljem pa podajam znanja zdaj naprej. Vse, ki sem ga pridobila zdaj v svojih 35 letih mojega dela v gostinstvu in kuhinji. Kaj pa najraje kuhate tako? Najraje pravzaprav kuham kakšne narodne jedi, enolončnice, zelo rada delam kruh, rada imam lokalno prehrano oziroma lokalna živila in z njimi potem tudi modificiram. To se pravi, da ne delamo nekaj, kar je čist samo po starih receptih, ampak da dodajam tudi kaj novega. Naprimer, mohant poznate, ne? Bohinjski sir, specialen bohinjski sir, ki je doma samo v Bohinju. Z tega mohanta sem jaz pravzaprav diplomirala, oziroma sem naredila diplomsko nalogo na Višji šoli za gostinstvo in turizem na Bledu in sicer sem ga uporabila v kulinariki. In ti recepti se zdaj po 15 letih od moje diplome še zmeraj uporabljajo. To mi je res veselje in to mislim, da je zmaga za nekoga, ki se našega kmeta, ki pač dela tako, kot nekako živi. Super, zelo zanimivo. A imate kakšen nasvet zame, da bi jaz postal dober in uspešen kuhar? Poglej, jaz mladim tako svetujem, kjerkoli si lahko dober, če to delo opravljaš s srcem. Če to delo opravljaš z veseljem, če ne greš s težavo v službo ali pa kamorkoli, to je bolj to pravo zate. In če si tako navdušen že zdaj nad kuhanjem, jaz sem prepričana, da ti bo tudi kasneje uspelo. Vedi pa, da pot ni lahka. Ja, seveda. Tako da dobrodošel med nami, če tako rečem. Katero pa največkrat, tako rečeno, rata v gostinstvu? Zelo različno, glede na moje izkušnje, so to lahko mogoče, ne vem, zaposleni oziroma kuharji, natakarji, kdorkoli, ki niti ne bi pričakoval, da bo nekdo enkrat uspel v življenju, oziroma da bo nekdo imel svojo restauracijo, da bo uspešen
Ali pa mogoče za koga, ki rečeš, ta pa res, pa bo super, pa bo fajn, pa mu mogoče ne uspe. Tako da zgodbe o uspehu so zelo različne. Jaz mislim, da jih pišemo ljudje in da je dejansko zelo, tudi moramo videti, ne, tudi situacije so različne, tudi potem je, tako da to je res zelo različno in težko rečemo, komu bo uspelo, težko. A pa večina učencev po višji šoli dobi službo, dobijo svojo restauracijo, svojo željo. Naši študentje so zelo dobro zaposljiv kader, s tem, da se jih žal veliko ne zaposli v gostinstvu. In ravno z tistega vidika, kakor sem že prej omenila, to se pravi, da ko vidijo, kakšno je to delo, da je to delo garaško, da je to delo zvečer, da je to delo v praznikih, da je to delo nedelje, da so to počitnice, da je to delo se pravzaprav upravlja takrat, ko so ostali prosti, in nekako precenijo oziroma se ne vidijo več v tem delu. Tudi, če so bili zelo uspešni, pa tudi, če so bili, ne vem, nagrajeni, pa tudi, če so bili študenti ali kakorkoli, včasih kdo oziroma velikokrat kdo tudi gre čisto v kakšno drugo smer poklicno. Drugače pa to se pravi, naši študentje so povsod in so tudi zelo hitro zaposljivi in so tudi zelo pridni. Vsi jih imajo radi jih vzamejo na prakso, radi jih vzamejo na počitniško delo, tako da ni problem dobiti službo. Koliko časa se pa sploh ukvarjate z gostinstvom od mladih letih? To se pravi, po končani osnovni šoli sem šla pač na gostinsko šolo na Bled, kjer sem naredila 2 letnika. Potem sem šla za 2 leti v srednjo gostinsko šolo v Ljubljani. Ker pa pač takrat ni bilo možnosti nadaljevanja študija v tej smeri, sem se takoj zaposlila. In pravzaprav sem v gostinstvu že 30 let in več že zaposlena in večinoma v kuhinji. Med vsem, to se pravi med mojim delom, sem dokončala še izobraževanje ob delu. To se pravi, zaključila sem tole višjo šolo za turizem, za gostinstvo, wellness in turizem na Bledu in pa še ekonomijo, tako da jaz imam pogoje tudi, da lahko učim oziroma da lahko predavam. Kdo je vaš najljubši kuhar, če lahko pogledate iz celega sveta, ali Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Slovenec? Pravzaprav ga nimam. Da bi rekla, da bi me nekdo navdušil, ga nimam. Sem pa ponosna na vse naše študente, ki imajo svoje restauracije, sploh slovenske, ki se nekako borijo s tem poklicem oziroma ki nekako navdušujejo svoje goste s svojimi dobrimi jedmi. Tako da podpiram absolutno slovenske kuharje. Veš, kaj pa mene zanima, kam boš pa ti šel zdaj naprej v šolo, oziroma a boš ti si se zdaj odločil za gostinsko, ali boš, kako ti zdaj trenutno hodiš v osnovno šolo še, a ne? Zdaj sem malo v dilemi, konec meseca že vpisujemo, tako da ali bi šel na gostinsko šolo ali pa na gimnazijo naprej. Super, da se odločaš v to smer, sta pa to 2 zelo zanimivi smeri, a ne? Gostinstvo kot pač malo bolj ozka panoga, poklicna panoga, in pa gimnazija, kjer boš pač pridobil široka splošna znanja. Je pa tako, tisti, ki je zagnan, pa ki ima željo, je lahko tudi kasneje vodovodar, pa prej dela gimnazijo. In bo tudi vodovodar dober, če se bo naučil tega poklica. In jaz mislim, da se ga bo hitro naučil. In prav tako, tudi če boš ti kasneje se še tukaj spogledoval s kuhnjo oziroma z gostinstvom, lahko ti še zmeraj to znanje nadomestiš kasneje s svojim raziskovanjem, z brskanjem po knjigah, po knjižnicah, po internetu, s kakšnimi tečaji ali kakorkoli. Tako da karkoli se boš odločil, samo sledi svojemu srcu in svojim željam. Še nekaj, kar me dosti zanima, oziroma sem že gledal po internetu, kako prideš od celotne ribe do 6 filejev ali do same mesa. To bomo najbolj videli, ko nam bo pokazal naš študent. Ker to so vsa ta praktična znanja, kuharstvo je najbolj, da vidiš nekaj v živo. Verjetno si pogooglal, verjetno si, ne vem, tudi na YouTubeu kaj pogledal kakšen filmček, ko pa dobiš ribo v roke, je pa to čisto drugo. A je tako? Ja. A ne? Imaš pa takoj težave, a ne kako in kaj. Jaz sem prepričana, da ti bo danes Grega tole dobro pokazal oziroma dobro povedal in ga lahko tudi karkoli vprašaš in da ti bo razložil, kako in kaj.
Je pa tako, osnove gotovo moraš nekaj znati, ampak te osnove lahko nekdo osvaja 10 let, nekdo jih ne osvoji nikoli, nekdo jih pa osvoji v zelo kratkem času. A ne? Pri nas pa študente nagovarjamo dejansko k temu, oziroma jih tudi, da delajo nadgradnjo teh osnov, a ne? In da delajo pač več kot pa samo osnove. Hvala za intervju in za pogovor. Zelo pomeni veliko. Hvala tudi tebi, jaz ti res želim uspeha na tvoji poti in verjamem, da se še kje srečamo. Ja, seveda, hvala. Z novimi informacijami je bil Josh pripravljen na Gregorja Potočnika. Zanj pravijo, da ga bo prav strast in predanost do gostinstva popeljala v svetlo poklicno prihodnost. Najprej hvala tebi, da si me spustil v to prelepo kuhinjo. Ja, ni problema. Vedno smo dobrodošli, oziroma ste dobrodošli, so dobrodošli gostje, oziroma zaenkrat še osnovnošolec, v tako kuhinjo, da se vidi v eno tako profesionalno kuhinjo, ker imamo res lepo hranjeno. Imamo tudi različne tečaje, prireditve, projekte, tako da vedno dobrodošli. Kdo te je navdušil nad kuhanjem? Nad kuhanjem me je navdušil že moj oče, ker sem bil še čisto majhen, oziroma mlajši, da se lahko tako izrazim. Pa sem se pa vpisal na srednjo šolo, 2011 oziroma 2011 sem šel v srednjo šolo. Srednjo šolo sem obiskal v Ljubljani, srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Ljubljana, v Fužinah. In od tam naprej sem se začel učiti, začel delati sladice, glavne jedi, vse sorte popraviti, peciva, potice. In od 4. letnika naprej, oziroma konc 3., začetek 4. in potem 5-letnik, ker sem šel 3+2 program, sem začel tekmovati, hoditi na različne tekmovanja, gostinsko-turistične zbore, Brač, Biseri mora, to je v mesecu aprilu. Bil sem nekaj mesecev tudi član slovenske kuharske reprezentance, mladinske, ampak sem mogel zaradi preveč obveznosti v šoli, šolskih tekmovanj, to mesto prepustiti drugemu. Drugače pa ja, že od nekdaj, od malega rad kuham, ko prideš v kuhinjo, se sprostiš in začneš kuhati. Kdaj pa kdaj tudi kaj prsmodim, ampak to je normalno. Smo ljudje in delamo napake. Drugače pa ja, od majhnega že rad kuham in vedno sem in bom rad kuhal. Mogoče enkrat kot vodja, malo manj, ampak bomo še zmeraj ohranjali to tradicijo. Ja, in kaj te fascinira v kuhinji? Kaj me fascinira? Fascinira me to, da vsakič, ko narediš nov krožnik, vsakič malo drugače poteka. Priprava, imaš novo okolje, vsakič pride malo drugačen okus. Probavati nove okuse, pa igrati se iz živili, da jih probaš čim bolj izkoristiti, plus sodelovanje z ekipo. Sem tak timski človek, da mi nikoli ni problem delati z ekipo, se vključiti v eno ekipo, v en tim in delati čim boljš. Jutri imamo projekt oziroma priprave na projekt, ki bo potekal v sredo, komi ga čakam. Ko prideš pa enkrat na višjo šolo, pridejo pa tudi študenti oziroma dijaki iz gimnazij, ne toliko gostinskega dela, tukaj mi pa fajn to mentoriranje, tako da mi študenti pomagamo. Pomagamo drugim, profesori pomagajo nam in tako pride ključ do uspeha. Ja, in kaj, a raj kuhaš zase v kuhinji ali za koga drugega? Fajn je, da kuhaš za drugega, prav, da ti en pohvali to jed. Za goste, tako na projektih, kakor v profesionalni kuhinji. Na koncu je vedno šteje v gostinstvu zadovoljen gost. Tako da ja, to mi je akcija. Rad se hitro obračam v kuhinji, zato so mi všeč te tekmovanja, ta pritisk. Rad delam pod pritiskom in probam narediti čim boljše. No, zakaj bova pa danes delala? Pripravila bom brancina, pečenega file brancina, zelenjavno rižoto, s katero grem na tekmovanje, v mednarodno tekmovanje na Madžarsko. In tam se bomo v kategoriji pomerili v pripravi gastronomske jedi, katera je malo bolj zakomplicirana z dodatkom pen, nizkotemperaturno, poširanje v čaju
Za domač recept bom pa uporabil tipično klasično rižoto s pečenim brancinom, katerega lahko pripravi vsaka gospodinja doma v približno 30 minutah. No, so sreča. Hvala. Kaj pa najraje kuhaš tako zase ali kaj najraje ješ? Tako. Najraje jem vse mi je dobro. Zdaj, ko sem bil v Koreji, sem probal tu ščurke in mi je tako zelo zanimiv okus, taka ena drugačna tekstura, drugače pa vse probam s čim več probati. Okus enkrat probaš, ko boš drugič zadišal oziroma zavokal to jed, ti bo enkrat v mislih boš imel noter, da sem pa enkrat že jedel. Kombinacija hrane, vina, ko boš malo starejši, boš probal tudi kozarec vina in takrat boš videl, da je res ta harmonija vina in hrane res se skladata skupaj in tem je čar noter. Lahko pa probavamo tudi koktajl in hrano, se pravi mešana pijača. No, jaz sem zdaj glih takih let, da se vpisujem na srednjo šolo in še nisem glih ziher, kam bi šel. Ko si ti bil v mojih letih, že vedel, kaj? Jaz sem že vedel v približno 8. razredu, da bi bil rad kuhar. V šoli smo imeli take krožek gostinski oziroma smo malo kuhali, smo delali špagete, rižote, matevža smo delali, se spomnim. In ko sem bil 9. razred, sem se vpisal na srednjo šolo v Ljubljano, na gostinsko in s tem začel svojo poklicno pot in jo nadaljeval po končani srednji šoli na višji šoli za gostinstvo in turizem. Po končani višji upam, da bom pač letos v jeseni bom zaključil, to sem si zadal cilj, me pa mika tujina, Anglija oziroma severni del Evrope, Skandinavija, Norveška, Švedska in ta del. Kako je njihov način priprave, njihova filozofija, narava, ljudje, okolica, to mi cilj. No, so sreča na tej poti. No, super, zdaj pa čas, da greva nekaj skuhati. Ja. Tako moraš pisati vsako jed. Najprej mehansko obdelava, najprej grobo obdelava. Čeprav, če imaš kakšne krompirje, zelenjavo, sol umiješ, potem jo sol lupaš, imaš pripravljeno, potem vso zrežeš in na to greš šele kuhati. Prej si lahko pregreješ te osnove, omake, oziroma za zalivati. Potem, ko imaš pa enkrat to obdelavo, greš od tega postopka, skuhaš, serviraš, pospraviš in takrat že gost dobi za jesti in pa še proba. Tukaj le davo malo več na temperaturo. Vsako zelenjavo, kakor je tukaj, vedno vse prepražiš prej. No color, no taste, ne recimo, brez barve ni okusa. Brancin. Vzameš to ven. Kdaj je bila ulovljena? Kdaj je bila ulovljena. Tukaj ima riba še kosti noter, treba ven pobrati, zaradi tega, ker vedno je, če me dobiš file, mora biti file brez kosti, se pravi, da pridem z vilicem, nožem, greš v file noter in si 100%, da ne boš imel kosti noter. To v kakšnih restauracijah dobiš, ampak načeloma ne bi smel. Pa vedno tako oblikuješ take fileje, pa je spekla. Dava folijo. Pa hladilnik. Folijo gor, pa hladilnik. Daš na pol, vedno ko lupaš ta del, ki ima kocen, ga malo pustiš zaradi tega, da drži skupaj. Postaviš, da gredo pro tebi, pa začneš najprej tako. Zdaj si predstavljam catering, ki je noter 20 kuharjev, pa vsi tako delajo. Je razlika. Greš najprej tako, ko imaš visoko živilo, greš z vrha dol. Če imaš pa to, ko imaš pa enkrat tako, pa greš pa lahko, veš ta del. To boš doma lepo enkrat reči, da boš v jeseni začel golaž delati, pa ga boš naredil za celo zimo, pa ga boš enih 30 kg čebule vzel, pa vse na roko zreš. Nič nobenih mašinc, sam en oyster nož. Hitreje se boš pa urezal z enim topim nožem, kot pa z enim oysterom.
to. Tako. Vsako živilo, vsako jed moraš dati nekaj ljubezni. No. Riž, moka, testenine. To so 4 take. No, tukaj se boste tudi naučili, da je Valentin Vodnik v svojih kuharskih bukvah zapisal, naj se kuha jed, ne kuhalnica lesena. Tako da vedno, ko premešaš to, da se ti ne zasmodi, še malo zalijeva in daš iz posode ven kuhalnico. No in vedno se riži tudi ločijo sami po sebi. Imamo se prav dolgozrnate, imamo riž za rižote, imamo okroglo-zrnate, bolj za narastke, za pudinge in riž vsebuje lepek. Se pravi, ta riž, ki ga boš razkuhal, še zmeraj se bo, pač ne bo se skupaj zlepil, ne. Recimo v kakšen okrogu riž se bo skupaj zlepil, ne. In tak riž, ne, ki tukaj vidiš, je vsak riž posebej, ne, ne sprime se tako skupaj, pa ne razkuha se tako hitro, ne. In tako da ni vseeno, kjer riž uporablja za rižoto, za ne vem, pudinge, za narastke, ampak za vsak riž je svoja jed. Pa vedno, ko se soli, se lahko popravlja iz zelišči, ne, da se da recimo toliko soli not namečeš, da tudi jaz ne moreš več, pa kraj manj soli, več zelišč noter, ki iz zelišči se popravlja okus. Tako da, ja, zdajle bo tega brancina. Adam, lahko še malo daš noter, ja. Ja, brancina soliš, pa vedno daš ga malo poprimeš, pa z vsake strani. Evo, le, tako, soliš, malo z vrha, to je to. In ko bo riba pečena, bova imela pripravljen za serviranje tole. Lahko kar malo daš peteršilja noter. Malo, ne vsega. Vse ne, no, majhnega pa daj. Kmalu je zadišalo po najbolj priljubljeni slovenski ribi, ki se nemalokrat pripravlja v domačih kuhinjah. Josh je brancina tudi postregel po eni izmed ustaljenih praks. Naj vam povem, bil je odličen. Danes sem pomagal Gregorju Potočniku pripraviti to izvrstno jed, ki je zanelijavna rižota z piranskim brancinom. Strast do kuhanja pa je tista, ki je Josha nagovorila, da poklic kuharja preizkusi na terenu. Ker gurmanskih užitkov še ni bilo dovolj in je prav samoiniciativnost pomembna, je Josh s seboj prinesel svoj recept za čokoladni sufle. Še malo smo se prepustili razvajanju, ki sta ga fanta pripravila. To zapri. To je čokoladni sufle. Ja, še tako. Dober tek. Vas zanima, kaj o sami izkušnji pravi Josh? Josh, evo, pa je kuhanje za tabo. Kako je bilo? Res super, veliko sem se naučil. Zelo dobra izkušnja. Aha, in kaj je bilo tisto, kar ti je bilo najbolj všeč in se ti bo najbolj utrnilo v spomin?
Vse te stvari, kar mi jih je Gregor pokazal, od kako se reže vse zelenjave do ribe, vse. Kaj sta ribo prav očistila? Ne samo rezala so jo. Meni je ptičica zaupala, da si v bistvu kaj kuhal brancina z rižoto in potem si pripravil še prav eno posebno jed, ki si jo sam prinesel, recept si sam prinesel. Ja, prinesel sem čokoladni sufle, ki sem ga že delal, ampak malo je bilo drugače, zaradi pač druge počice pa to in se ni glih tako izšlo, kakor sem hotel, ampak je bilo še kar dobro. In kaj je Gregor rekel in Katica, sta kaj rekla? Gregor je rekel, da je dober, da sem že delal take stvari, okrasitev je tudi njegova, je bila vrhunska, zelo dobra. Kako pa si s svojo okrasitvijo zadovoljen? Saj si tudi ti okraševal, Ja, tudi sem bil dosti zadovoljen, ampak sem pogledal še njegovo in je dosti drugače. Sem se tudi kaj naučil, da mora biti vse skupaj pa to. Tako da, ja. Super. No, zdaj pa težko vprašanje. A je bilo kaj takega, kar ti ni bilo všeč? Če po resnici povem, je vse bilo zelo dobro, vse lepo organizirano in lepo se je šlo, po mojem. Se pravi, bi še zmeraj rad postal kuhar? Ali je še želja večja? Želja večja. Super. Kaj pa zdaj sledi? Sledi zdaj vpis na srednjo šolo, potem pa bomo videli, kako naprej pa to. Pa že veš, na katero srednjo šolo boš šel? Mislim, da na gimnazijo, ampak če nam prišel noter, pa kuharska. Katica ti je tudi omenila, a ne, da če si gimnazijec, da v bistvu lahko še zmeraj opraviš to visoko šolo za kuharstvo. Ja, Gregor je tudi omenil, da on tudi pač pomagajo tem gimnazijcem, da se pač naučijo tiste stvari, ki so se oni. Super, zelo fajn. Me veseli, da ti je bilo všeč. Zdaj me pa še to zanima. Zdaj, veliko je mladih, ki si želijo postati tudi kuharji in kakšne druge zadeve. Kaj bi jim ti zdaj, potem, ko si probal ta poklic, povedal, sporočil? Jim dal kakšen nasvet mogoče? Najprej, jaz sem imel to izkušnjo, da bi se probal ta poklic in mi pomaga pač razumeti to in če ima kdo karkoli, kakšno izkušnjo, da naj vzame to izkušnjo zase in da jo izkoristi. Kuhanje je meni že od malih nog zelo všeč, tako da po mojem, da moraš sam slediti svojim željam, ciljem. In da pač postaneš, kar hočeš. Josh, se strinjam. Mislim, da si na pravi poti prav zato, ker slediš svojemu srcu. Konec koncev zmeraj prideš potem tja, kjer si želiš biti. Tako da, ne vem, zelo sem vesela, no, da je bila ta izkušnja zate pozitivna in da si nekaj odnesel. In seveda, da te v prihodnosti enkrat obiščem nekje v kakšni dobri restavraciji in mi boš potrkal. Seveda. Pa prinesel tisto za pokazati, kaj si skuhal. Tako da, hvala ti, no. Ja, hvala vam in vaši ekipi za to izkušnjo. Res hvala. Veselje. Ok, the best.